Ja, hvala lepa za besedo. Kot ste že povedali, sem Stanislav Zotler, prihajam iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, vodja prometno-tehničnega sektorja. V referatu sem v bistvu hotel predstaviti sanacijo nevarnih mest na državnih cestnih omrežjih, kako smo to delali včasih, kako to delamo zadnjo leto, glede na finančne sredstva, vse skupaj temelji na skupnem cilju članic Evropske unije, da hoče do leta 2020 prepoloviti smrtne žrtve na cestah na kompletne Evropske unije. Je to zelo ambiciozen cilj, katerega smo si zastavili, bomo pa videli v bistvu, na kakšen način to delamo na državnem cestnem omrežju. Kot sem že povedal, v bistvu direkcija upravlja za 6000 km državnih cest, na katerih se je zgodilo 44% nesreč z smrtnim izidom. Da še gremo številčno to pogledati, je to 51 dogodkov v letu 2013, v katerih nesrečah je prišlo do smrtne žrtve, kar ne pomeni, da to samo 51 udeležencev umrlih, gre samo za dogodke, da vemo v bistvu, kje smo. Vidimo, da je 53 je bilo v letu 2010, 2011, 65, 58, glavno gibamo se še stalno nad 50 cifra. Na podlagi tega imamo na direkciji izdelano tudi metodologijo za določanje mest za visoko stopnjo prometnih nesreč. Metodologija je izdelana, da se vzame 3-letno obdobje, gre za križišča ali pa za odseke, vse skupaj temelji na podatkih policijskih zapisnikov, uradnih, žal neuradnih zapisnikov mi ne moramo videti, na podlagi tega lahko operiramo le z podatki, ki so verodostojni. Skupaj, da malo predstavim proračun našega sektorja, kot vidite 2011 smo imeli 8 milijonov za sanacijo, v letu 2015 smo na 2 milijona 200, kar seveda ne pomeni, da imamo to samo za denar, finančna sredstva za odpravljanje mest visoko stopnje nesreče, tukaj noter so tudi šteti vsa nabava signalizacije za kompletno Slovenijo. Izbral sem 3 najbolj take lepe vzorčne primere, kako smo to reševali. 5 let nazaj gre za en primer v Ključarovcih. Najprej se je naredila analiza prometne varnosti, potem se je določila določitev nevarnega mesta, študija optimalne ureditve, projektna dokumentacija se je izdelala, dolgoročni ukrep je nastalo krožno krožišče. Na sliki vidimo, kako je to izgledalo predtem. Gre za 2 državni cesti, za 2 lokalni cesti, kot križanje neugoden, stik takoj stop v naselje, na podlagi tega so bile izdelane študija optimalne ureditve. Zakaj študija optimalne ureditve? Gre za specifični primer, o katerem se nismo znali odločiti, ali bi se delali v bistvu po optimalni ureditvi z levo zavijalnimi pasovi ali pa krožišče. In seveda zraven še se uredujejo kolesarji, prehodi za pešce in pa avtobusno postajališče. Na podlagi študije se je pol odločilo, da smo izdelali projekt PZI za izgradnjo krožnega krožišča. Danes izgleda v naravi to na tak način, vidimo, da smo povezali vse ceste v krožišče. Istočasno lahko rečemo, da to je en ukrep za umirjanje prometa ob vstopu v naselje in imamo vse krake tudi povezane. S tem so tudi ugasnile prometne nesreče na tem kritičnem križišču, saj kot vemo, so krožišča najbolj varna. Drugi primer, katerega sem si na hitro tudi zadal, leto 2014 smo reševali en primer Dilden-Graben, gre za glavno cesto od Celja do Krškega. Spet je bila narejena analiza prometne varnosti, seveda je bila na podlagi te analize določitev nevarnega mesta, naročil se izvedbeni načrt. Žal pa ni prišlo do ukrepa kot v Ključarovcih na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Kaj pa smo naredili? Gre za cesto, katera ima pred to krivino,
katera je v zasenčenem delu ceste, zelo neugodno naklone, prečne vzdolžne naklone. Prihajalo je, da so vozila zdrsnile iz ovinka, seveda posledično bilo tudi zaradi tega, ker je bila slaba voziščna konstrukcija. Na podlagi tega smo takoj v letu 2012 tudi naročili izvedbeni načrt. Sam izvedbeni načrt je predvideval prestavitev tudi brežino, popraviti krivino. Sam je bila ocenjena vrednost na 420 tisoč evrov. Do te realizacije ni prišlo, so se pa naredili nizkocenovni ukrepi. Nizkocenovni ukrepi so se takoj v 2012 naredili, se je postavila odbojna ograja. V 2014 žal se je zgodila tudi huda prometna nesreča z smrtnim izidom. Smo takoj tudi postavili vertikalno in pa dodatno horizontalno signalizacijo, seveda na fluorescentnem ozadju in pa optične ovire. V avgustu je prišlo tudi do preplastitev na celoti dolžine ukrepa in pa v prejšnjih letih je bila tudi prepoved za vožnjo težkih tovornih vozil v tranzitu. Zanimivo je sledeče, podatki prometnih nesreč, kot vidimo, do 2008 ni bilo nekih problematičnih nesreč na tem odseku, od 2009 do 2014 pa so kar naraščale. Samo v 2014 je prišlo do 10 prometnih nesreč, s tem, da je ena huje teleso. Mislim, smrtna žrtev je bila. Po sanaciji teh nizkocenovnih ukrepov, če lahko tako rečemo temu, so ukrepi bili nekje cirka vse skupaj z postavitvijo vertikalne in pa označitev horizontalne signalizacije ter preplastitev cirka 40 tisoč evrov. Od septembra do decembra, ko sem to pripravljal, na tem odseku ni bilo več nobene prometne nesreče. Tako da lahko rečemo, da smo kratkoročno to rešili. Kot pa smo že včeraj slišali, je direkcija tudi pripravila akcijski načrt, v katerem se bojo taki projekti tudi, upajmo, da v celoti reševali. In pa še zadnji primer. Primer v Bukovžlaku, gre spet za državno cesto. Bila je analiza prometne varnosti narejena, določitev nevarnega mesta. Žal ni bilo finančnih sredstev, da bi izdelali projektno dokumentacijo, drugega nismo mogli narediti, kot pa da smo kot kratkoročno postavili označevalne table, obvestilne table za nevarni odsek v dolžini 450 metrov. Je v planu in upamo, da bomo lahko to čim prej tudi realizirali. Za zaključek bi rad povedal sledeče. Direkcija redno spremlja prometno varnost na naših cestah, vemo, kaj se dogaja, evidentiramo te mesta, znamo strokovno pristopiti iz prejšnjih primerov, ki niso samo ti primeri, to so bili pač eni določeni primeri, znamo strokovno pristopiti, kot pravi temu, žal pa je vse skupaj povezano z finančnimi sredstvi. Samo v razmislek, to je bolj v bistvu politično vprašanje, ali država na račun krčenja finančnih sredstev, ki so bile do sedaj namenjene izboljšanju prometne varnosti, ter morebitnemu zmanjšanju možnosti nastanka smrtnih prometnih nesreč dejansko tudi kaj prihrani. To pa si dajte sami odgovoriti. Evo, toliko z moje strani, hvala.